Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za letošnjo veliko nagrado Kanade. Imamo ogromno zanimivih iztočnic, zato je najbolje, da se kar takoj lotimo z našim delom. Kot običajno bo tudi današnji komentar dirke za veliko nagrado Kanade razdeljen na dva glavna dela, ker si bomo v prvem ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki, v drugem bomo pa še primerjali napovedi strategij in seveda rezultate na to s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na prvo. A treba je povedati, da tokratna velika nagrada Kanade nam je dala ogromno iztočnic. Zato se bom najprej lotil situacije pri tovarniški ekipi Mercedes. Nato si bomo ogledali, kaj se je vse zanimivega zgodilo pri McLarenu, kot tretji je na vrsti Ferrari in nato vsi ostali. Začnimo pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer so končno spravili oba voznika na zmagovalni oder. Še več, Georgeu Russellu je uspelo zmagati, kar letos ni tako samo po sebi umevno. In ne smemo pozabiti, da novinec Andrea Kimi Antonelli na tokratni veliki nagradi Kanade je dosegel, lahko bi dejali, zaenkrat njegov življenjski uspeh z dirko, ki je bila dobesedno popolna. Ne smemo pozabiti, da mladi Italijan je preskočil Formulo 3, bil le eno sezono v Formuli 2 in sedaj dobesedno brez napak dosegel rezultat, ki so si ga mnogi želeli, ampak ki v resnici ni bil tako sam po sebi umeven. Ne smemo pozabiti, da takoj po štartu je Antonelli prehitel Oskarja Piastrija, kar ni kar tako. In treba je tu že na začetku poudariti, da se tokrat strinjam z izborom publike. Antonelli zasluženo voznik dneva. Ampak vrnimo se sedaj k zmagovalcu, k Georgeu Russellu, ki je tudi odpeljal fantastično dirko, ki je pa bila le vrhunec izjemno dobrega vikenda. Ne smemo pozabiti, da je bil George Russell tudi najboljši na kvalifikacijah. Ampak takoj po koncu dirke pritožba strani Red Bulla. Seveda zaradi tistega manevra, ki smo ga videli strani Georgea Russella v režimu varnostnega avtomobila, ko je preizkušal zavore in tako spravil Maxa Verstappena v položaj, da ga je prehitel. Ampak znano je, kako si pri tovarniški ekipi Mercedes in pri Red Bullu dobesedno radi mečejo polena pod noge. In tu smo videli takšen primer. Na koncu seveda so komisarji odločili, da ni bilo nobene nepravilnosti. In zato vrstni red je ostal tak, kot smo ga videli po koncu dirke. Seveda Red Bullu po svoje se je izplačalo poizkusiti, kajti Max Verstappen je bil na koncu drugi. In če bi bil sam George Russell kaznovan, bi seveda lahko dosegli celo zmago. A do tega ni prišlo. Mercedes tokrat v Kanadi je pokazal, da so še zmeraj močna ekipa, ki znajo presenetiti, posebej na takšnih malce atipičnih progah, kjer prednost McLarena je nekako zakrita, kajti proga Gilles Villeneuva ne zahteva ne vem koliko aerodinamičnega oprijema in ni tako kritična do pneumatik, kot bomo videli v nadaljevanju. In lahko bi dejali, dobra dirka, enkraten rezultat za ekipo iz Brakeleja,
in kar se tiče tovarniške ekipe Mercedes, samo pohvale. Kaj pa McLaren, kjer smo pričakovali bistveno več? Namreč že v predhodnih prispevkih sem omenil, kako so imeli pri McLarenu sveže sete pneumatik medium, pa jih niso znali izkoristiti. Namreč 3 ali 4 kroge daljši stint v resnici ne pomeni nič. Ukolikor je stint dolg nekje med 8 in 12 krogov več kot konkurenca, no ja, na to se razlika pozna. Ampak ker je bila proga v Montrealu bistveno manj groba do samih pneumatik, so McLarena presenetili tako pri Red Bullu, kot tudi in predvsem pri Mercedesu. Oscar Piastri je znova pokazal svojo hladnokrvnost, svojo flegmatičnost. Kljub temu, da so pri McLarenu se malce zaračunali oziroma niso tvegali dovolj in so izbrali bistveno bolj varno varianto, je Oscar Piastri svoje delo opravil in to po mojem mnenju z odliko. Težava je pri Landu Norrisu. Videli smo že na kvalifikacijah, kako je celoten vikend postavil na kocko. In potem na finalnih delih dirke smo ga videli, kako je dobesedno v svoji želji pregorel. Seveda, vsakdo na štartnem razporedu si želi zmagati, tudi tisti, ki dirko začne kot 20, da ne bo pomote. Ampak eno so želje, drugo so sposobnosti. Ne smemo pozabiti, da je Lando Norris sam napravil napako, ki ga je pognala v zaščitni zid. To vidimo tudi po sledovih, ki jih je pustil na sami asfaltni površini. In treba si je tu priznati, da Lando Norris je znova potrdil tisto, kar govorimo že približno od polovice lanske sezone, da enostavno je dober, soliden, hiter voznik, ampak nima tistega nekaj več, kar vidimo na primer pri Maxu Verstappenu, smo videli pri Lewisu Hamiltonu mnogokrat, kar morda vidimo pri Oscarju Piastriju in kar bomo videli seveda tudi pri Andreji Kimi Antonelli. In tu se je treba sprijazniti z usodo, namreč pri McLarenu se bodo morali odločiti, katerega konja bodo stavili. In prisotnost očeta Landa Norrisa v boksih je po mojem mnenju prej nekaj, kar moti naravni proces celotne ekipe, kot da bi v resnici pomagalo. Ampak to so težave Jacka Browna ter Andreja Stelle. In konec koncev tudi takšne težave pri McLarenu lahko pomagajo konkurenci, da jim bo malce bolj za petami, kajti bodimo iskreni, tako Piastri kot Norris, daleč predaj. Ali smemo mimo Ferrarija, kjer bi lahko dejali, da smo videli vikend pod pričakovanji, vikend, ki je bil poln napak, in vikend, kjer smo slišali več izgovorov kot pojasnil. Začnimo s tistimi napakami. Namreč slišali smo, kako se je na primer Charles Leclerc dobesedno pritoževal, da bi lahko celo zmagal po njegovem mnenju, ukolikor bi dirko začel bolj spredaj. Ampak za začeti dirko spredaj bi se najprej moral izogniti tisti nesreči na prvem prostem treningu in nato oni napaki na tretjem delu kvalifikacij. In tu roko na srce skuderija Ferrari ni napravila nič napačnega. Obe napaki sta bili posledici Charlesa Leclerca in nič drugega. Po drugi strani smo videli, zopet pri Charlesu Leclercu, dokaj bizarno strategijo strani skuderije Ferrari, torej začeti na pneumatiki hard, nadaljevati na pneumatiki hard v drugem delu in nato seveda dirko končati na pneumatiki medium.
Edina razlaga, ki jo vidim sam, je to, da so Charlesu Leclercu tako v primerjavi z konkurenco nekako podaljšali prva dva stinta in so ga spravili dobesedno pred Lewisa Hamiltona. Drugega smisla v tisti operaciji sam ne vidim, ampak morda se motim, morda nimam prav. Ampak tudi Lewis Hamilton, če smo dobesedno iskreni, tokrat, kot že mnogokrat poprej, ni blestel. In kot smo slišali Adamija, naj bi Lewis Hamilton izgubil 20% oprijema na njegovem bolidu, ker je po nesreči povozil ubogega svizca. Povozil svizca je nedvomno. Videli smo na tistih ponovitvah prenosov in videli smo ostanke telesca uboge živali, seveda v zaključnih delih dirke. Ampak sam sem skeptičen. Res, do nesreče je prišlo v 12. krogu, čeprav nekateri viri trdijo, da je do tega prišlo v 9. krogu, drugi v 13., ampak konec koncev ni važno. Zavedati se moramo nekega dejstva, da sam Lewis Hamilton, ki je vozil bolid, v bistvu ni opazil, da je povozil ubogo žival. Namreč njegovi inženirji so mu sporočili to res dramatično novico, kajti čeprav je šlo za žival, smo izgubili življenje. Po drugi strani, seveda, je treba se malce zamisliti in nekako skušati razumeti, kako je telesce male živali, ki je lahko imelo pol kilograma ali 3/4 kilograma in je stalo zgroženo na mestu, poškodovalo bolid Formule 1, ki je drvel s 300 km/h in za maso, ki se je v tistem trenutku približevala tonu. Tu seveda ima lahko marsikdo izmed nas pomisleke, kajti če ste zasledili na spletu tiste posnetke incidenta, ste morda tudi slišali zvok trka in bil je vse prej kot nek trd zvok, ki je kazal na lomljenje ogljikovih vlaken. Seveda, uboga, prestrašena živalica ni trpela, vsaj ne po mojem občutku, ampak vseeno dvomim, da je bilo to tisto, kar je pokvarilo dirko Lewisa Hamiltona. Prej bi dejal, da smo bili priča zopet napačnemu izboru pri skuderiji Ferrari, ker so Lewisa Hamiltona po prvem postanku spravili ven v gnečo, kar je seveda pokvarilo njegov ritem, in nato smo videli, kako se je zaostanek začel nabirati. Ampak da ne bo pomote. Ne trdim, da trk Lewisa Hamiltona s svizcem ni povzročil kakšnih poškodb na njegovem Ferrariju. Trdim samo, da to ni bil glavni vzrok za tako slabo dirko, ampak prej imenujemo ga dober izgovor. Ampak vseeno oba voznika skuderije Ferrari sta ciljno črto prečkala eden z drugim, kjer smo videli, da v nobeni fazi dirke nista bila nekako v moči sploh ogrožati tista mesta na zmagovalnem odru. In tu se je treba verjetno malce zamisliti, kakšna bo prihodnost. Slišali smo govorice o morebitni menjavi Frederika Vasserja in po takšnih velikih nagradah verjetno dobivajo zmeraj bolj na teži. V skuderiji nekaj ne funkcionira. In ne govorimo o malenkostih, govorimo o tistih glavnih zadevah. A poglejmo si sedaj na kratko še malce ostale. Max Verstappen je bil drugi. Marsikdo se bo sedaj ustavil in dejal, zakaj nisem bolj poudaril tega rezultata, kajti Max Verstappen je imel dobesedno standardno dirko. To je tisto, kar lahko pričakujemo od Maxa na vsaki veliki nagradi. In treba je povedati, da smo res morda malce razvajeni, ampak Max v tem trenutku seveda nekako lahko v takšnih dirkah, kot je bila velika nagrada Kanade,
samo brani svoj položaj in tokrat je zmanjšal njegov zaostanek za Oskarjem Piastrjem, kar je, vsaj po mojem videnju, soliden rezultat. Ne moremo mimo enkratne predstave, ki smo jo videli tako pri Oconu kot pri Sainzu, tam v ozadju, oba v točkah, kjer je Carlos Sainz mlajši z drzno strategijo prišel seveda do ene točke. Ocon je bil boljši, ampak je tudi dirko začel bolj spredaj. In lahko bi dejali, da za oba lep rezultat, lepa vzpodbuda za nadaljevanje. Pri tistih, ki utrjujejo določena dejstva, o katerih smo govorili v preteklosti, je zagotovo Franco Colapinto, ki obljublja in obljublja, ampak na dirki pokaže vse svoje omejitve. Tokrat izven točk, sicer brez nesreč, brez poškodb na njegovem bolidu, ampak vseeno ne vidim ga toliko superiornega, glede na tisto, kar nam je pokazal na primer Jack Doohan. In njegovih 5 dirk se času približuje koncu. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dirkaških vikendih. A seveda, lahko bi dejali, dirka kot taka nam je ponudila marsikatero dobro iztočnico, ampak ne smemo pozabiti, da konec koncev, podobno kot na dirki za veliko nagrado Monaka, marsikateri navdušenec ni videl tistega, kar je pričakoval. Ampak vseeno, to ni težava dirke, to je težava tistih, ki praktično ne vedo, kaj lahko od takšne proge pričakujejo. A poglejmo sedaj še malce tiste napovedi strategij, ki smo jih lahko videli pred samim začetkom. In tu je treba povedati, da ko sem objavil mojo napoved, tista, ki so jo pokazali pri Pirelliju, ni bila objavljena, oziroma vsaj jaz jo nisem videl. In to poudarjam zaradi tega, ker moje 3 variante so skorajda do kroga identične tistemu, kar so zapisali pri Pirelliju. In seveda tista prva varianta začeti na pneumatiki medium in nato 2 dela na pneumatiki hard je bila ona najbolj pričakovana, najbolj enostavna in najbolj učinkovita. Treba je poudariti, da moja napoved je približno v tistih omejitvah, naprimer kroga ali 2 krogov razlike, v primerjavi s tistim, kar so pokazali pri Mercedesu, tako pri Russellu kot pri Antonelliju. Torej, zopet lahko pridemo do zaključka, da mi, navdušenci od doma, lahko pridemo dokaj blizu vsemu tistemu, kar se odločijo inženirji v ekipah in tudi tako bolje razumemo strategijo. Ampak to je le vaja, to je le igra. Videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo na naslednji dirki za veliko nagrado. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.